Nogometaši Domžal nadaljujejo svojo nepremagljivo serijo, ki so jo podaljšali na 6 tekem. Do rekorda iz sezone 2007-2008 jim sedaj manjkata še 2 tekmi, ko morajo ostati nepremagani, so pa zrušili rekord 6 zaporednih zmag na prvih 6 tekmah. Prvi polčas na koprski Bonifiki je bil sila nezanimiv. Edino omembe vredno akcijo so Koprčani izvedli v 16. minuti srečanja, ko je najprej iz razdalje poizkušal Guberac, v nadaljevanju akcije pa je Štromajer zatresel prečko. V 21. minuti srečanja pa smo videli še tale poizkus Zenija Husmanija in prvi polčas se je končal z rezultatom 0:0. V drugem polčasu pa smo videli precej bolj zanimivo srečanje. Najprej smo videli poizkus Štromajerja po podaji Ivetiča z leve strani, nato pa akcijo na robu domžalskega kazenskega prostora, ko je ob srečanju s Horičem na robu letega padel Štromajer, a je piščalka glavnega sodnika Žnidaršiča ostala nima. Akcija na drugi strani je sledila minuto kasneje, ko je po povratni podaji iz Kubica streljal v živec, a je bil Radošević na pravem mestu, hrvaškemu vratarju pa to ni uspelo novo minuto kasneje, ko je še enkrat poizkušal Saša Aleksandar Živec in vendarle premagal vratarja Radoševića za domžalsko vodstvo z 1:0. V 66. minuti srečanja je sledila nova akcija domžalskih nogometašev. Za strel z razdalje se je odločil Majer. Do konca prvega polčasa na to nismo zabeležili več omembe vrednih akcij, so pa koprski nogometaši v zadnji minuti rednega dela ostali zgolj z 10 mož na igrišču. Rdeči karton je zaradi prekrška nad Sašo Aleksandrom Živcem kot zadnji nogometaš dobil Damir Hadžić. Domžalčani so imeli prosti strel, ki pa ga niso uspeli realizirati, poizkušal je Janža. No, Koprčani so se na vse kriplje trudili, da bi vendarle prišli do izenačenja in tudi ob strelu Štulca to ni uspelo in Domžalčani ostajajo na vrhu razpredelnice prve slovenske nogometne lige. Sigurno, da smo te 3 pike dobili zaradi tega gola, ki je plod neke posamezne kvalitete, ampak skozi celotno tekmo jaz moram reči, da smo prikazali eno kvalitetno posest žoge, ki nam je v drugem polčasu omogočila po nekem malem razpadu njihove postavitve, da damo ta zadetek. Ja, res, imeli smo svoje priložnosti, katere nismo žal izkoristili in to se nam je že zgodilo na Ptuju proti Zavrču. In to je to pravilo v športu, če ga ne daš, ga dobiš. In nažalost smo to tekmo izgubili.